Živi naši narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, nevrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, nevrag le sosed bo, nevrag le sosed bo mejak. Dober večer, drage občanke in občani, nagrajenci, cenjeni gostje. Slovesnosti v počastitev praznika občine Zagorje ob Savi so bile že vseh vrst. Bile so na prostem in v dvoranah, v Zagorju ali v katerem izmed drugih naselij v občini. Kljub takšni mnogovrstnosti pa je letošnja slovesnost v nečem popolnoma drugačna od vseh preteklih. Ne gre za kakšno vsebinsko posebnost. Letošnje izjemne razmere so poskrbele za nenavadno skromno občinstvo. Prva slovenska slovesna akademija v počastitev občinskega praznika je bila daljnega 8. avgusta 1953 na stadionu Partizana. Navzočih je bilo 1500 ljudi. Akademija in slavnostna seja sta bili takrat ločena dogodka. Občinski odborniki mesta Zagorje so se zbrali naslednji dan, 9. avgusta, bila je nedelja. Seja je bila že ob 7. uri zjutraj. Po praznični seji se je od Boriška v Toplicah pa do groba talcev v Zagorju razvila slavnostna povorka, v kateri je sodelovalo nad 2000 ljudi. S tem izletom v preteklost sem želela ponazoriti, da so medsebojni stiki od samega začetka med glavnimi razlogi za praznovanje. So eden izmed dejavnikov, ki osmislijo te proslave. Letos pa nas že od zgodnje pomladi sem opozarjajo, da naj se družimo čim manj, naj ohranjamo medsebojno razdaljo, češ da je to eden ključnih ukrepov, ki lahko pripomore k zmanjšanju tveganja za okužbo. Ukrepi nas silijo, da smo nešteti samotni otočki, da se ne smemo zliti v skupnostno morje. V dolgi zgodovini avgustovskih praznovanj se tako prvič srečujemo s težavo, ne kako na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku privabiti čim več ljudi, ampak po kakšnem ključu omejiti število udeležencev. Vsi, ki smo se ukvarjali s tem vprašanjem, si želimo, da bi bila ta izkušnja enkratna v dobesednem pomenu besede, da se takšna zahteva ne bo nikoli več postavila pred nas. Da bomo že naslednje leto zopet videli le tu in tam kak prazen sedež in ne tu in tam kak zaseden stol. Na letošnji zdesetkani prireditvi pozdravljam gostitelja, župana občine Zagorje ob Savi in podpredsednika Državnega sveta Matjaža Švagana. Državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Marjana Dolinška. Podžupana občine Zagorje ob Savi Mitjo Adamljeta. Direktorja občinske uprave Tadeja Špitalarja. Župana sosednjih občin Hrastnika Marka Funkla in Litije Francija Rokavca. Častne občane in letošnje nagrajence, svetnice in svetnike občinskega sveta, vse lepo pozdravljamo. Pozdrav pa velja tudi vsem, ki nas neposredno spremljate prek spletnega portala ZON. Trenutno največja zvezda med virusi,
torej SARS-CoV-2, je vsaj zaključni del zagorskega leta 2019-2020 odel v nenavadnost. Zaprle so se šole in vrtci, delo se je ustavilo v marsikaterem podjetju, zaklenjena so bila vrata kulturnih in športnih dvoran, ustavili so se avtobusi. Zaradi osredotočenosti na epidemijo smo spregledali nekatera druga dogajanja in pozabili, s čim dobrim in tudi slabim nam je postregel čas od minulega praznovanja do danes. Kaj smo storili prav in kaj narobe? Kateri načrti so se izšli in pri katerih se je zalomilo? Vprašanja naslavljam zagorskemu županu, ki ima kot najvišji izvoljeni predstavnik lokalne oblasti dolžnost in privilegij, da nam opiše to neobičajno leto in kako se je v njem znašla naša zagorska občina. Prosim, župan, gospod Matjaž Švagan. Cenjene gospe, spoštovani gospodje, dragi Zagorjani in Zagorjanke, cenjeni gostje, častni občani in letošnji nagrajenci, državni sekretar pri Vladi Republike Slovenije, gospod Marjan Dolinšek, kolega župana sosednjih občin, občine Hrastnik Marko Funkl in občine Litije, kolega Franci Rokavec, svetnice in svetniki, sodelavke in sodelavci. Dobrodošli v Zagorski dolini na njen praznik. Pozdravljam tudi vse ostale, ki ste nocoj z nami v dvorani in tiste, ki nas spremljate preko spletnega portala ZON. Morda je kdo pričakoval, da bosta posebno korona leto in praznik občin Zagorje v posebnih korona razmerih prinesla poseben nagovor. Toda, saj vas nocoj, dragi Zagorjani, drage Zagorjanke, cenim enako, kot sem vas v času pred pandemijo COVID-19. Tudi do Zagorske doline čutim enako naklonjenost, kot sem jo čutil spomladi, sredi izoliranosti in karantene. Čemu torej posebne besede, ko pa sem preprosto srečen, da lahko nocoj tu z vami, čeprav v manjšem številu, delim tiho srečo, ker smo še vedno tu, ker smo lahko skupaj, ker koronavirus našega mesta ni ga spremenil iz optimističnega in mesta s pozitivno energijo. Tudi zato, ker smo spoštovali ukrepe za zajezitev virusa, nam je uspelo našo dolino obdržati, našo Zagorsko. Zato mi dovolite, da njej, Zagorske dolini in vsem vam namesto posebnega namenim preprost in iskren posebni nagovor. Takšnega, kakršni smo Zagorjani. Preprosti v mislih in srcu, iskreni, hvaležni za dobro in srčni, ko si moramo izboriti še boljše. Koronavirus je globalno prekletstvo. Tega nihče ne more več tajiti. A je priložnost, da se kot prebivalci zgolj majhnega delčka tega globalnega sveta vprašamo, kakšni smo, ko smo na osebni lastni preizkušnji. Kajti pandemija je tudi globalni izziv. Zagorjani smo znova dokazali, da smo najmočnejši ravno takrat, ko smo na preizkušnji. Cenjene Zagorjanke in Zagorjani, verjemite, preizkušnja zna marsikatero noč podaljšati v jutro, jo narediti temnejšo, kot je sama v resnici. Preizkušnja zna nočno tišino narediti gluho tudi za najmanjšo človeško osebno željo. A za vsako nočjo na srečo vselej pride nov dan. Ves čas odpovedovanja vsemu, kar imamo radi, sem upal, da se bomo v času korona krize izkazali za trezne, zaupanja vredne ljudi. In zahvaljujoč
vam, moji rojaki in rojakine, se v resnici lahko pohvalimo pred svetom in pred slovenskim narodom. Ponosen sem, da ste me za župana izvolili trezni in zaupanja vredni ljudje. Zato sem po vseh teh letih še vedno rad vaš župan, srečen župan. Zato vam iz srca kličem. Obdržimo trezne glave tudi na jesen in zimo, ko nas menda čakajo še težje in hujši preizkušnje. Pred 2 letoma ste mi znova zaupali občino. 7. doslej že. 7 zmag mi je bilo dano deliti z vami. Se 7-krat veseliti z vami. Pravijo, da so celo v politiki zmagovalci velikokrat šibki. Tudi 7-kratni zmagovalci, verjite mi, šibkosti nikoli ne uidemo. Negotovi smo zaradi izkušenj preteklosti in krhki zaradi strahu pred izkušnjami prihodnosti. Šibkost zmagovalcev je tudi sporočilo koronavirusa človeštvu. Iz njega bi moralo nauk potegniti celotno človeštvo. Zmagovalci in poraženci bi morali ob covidu spoznati, da se redko kdaj v svojem življenju ali v svoji karieri na tako hudi preizkušnji, kot je predne postavila pandemija. Tisti, ki požanje preveč zmagoslavlja zmage, običajno kmalu izgubi podpornike, pravijo, in tudi takšne so izkušnje. V Zagorski dolini smo se odrekli zmagoslavju nad koronavirusom. Zato upamo, da nam bo tudi v prihodnje prizanesel. Kajti, povejte, kaj nam bo do zmage, če bi jih morali slaviti po preštevanju mrtvih? Da bomo v času covida poskrbeli za več zdravja in manjšo obolelost v naši Zagorski dolini, smo se v občini odločili, ker na prvo mesto postavljamo človeka, naravo, razvoj Zagorske doline, da bomo vsem občanom, ki se bodo želeli cepiti proti gripi, to ni politična odločitev, ampak nasvet stroke, pokrili stroške cepiva in cepljenja. Tudi sam, spoštovani vsi v dvorani, moram priznati, da tako hude preizkušnje, kot je pred nas postavil COVID, naša dolina še ni doživela. Bile so ujme, ko se je paralo nebo in so toča in strele razdirale, kar smo gradili. Bile so povodni, plazovi, a nič ni tako postavilo na preizkušnjo našega solidarnostnega čuta za sočloveka, z eno besedo naše človeške biti, kot je postavil koronavirus. Ne rečejo zaman, da je najhujši, najtišji ubijalec. V tišini, ki jo je prinesla karantena, sem mu poskušal tudi sam prisluhniti. Saj poznate tisti rek, tista temeljna modrost, ki bi jo moral poznati vsak politik, vsak v svojem življenju, ki mu ljudje zaupajo, da jih vodi. Poslušaj, preden govoriš, pravi modrost. Pozanimaj se, preden sodiš. Poskušaj razumeti, preden se odločiš. A nenehno se zavedaj, da sta v vsakem človeku izvir dobrih in slabih dejanj. Naj parafraziram staro vladarsko modrost. Nenehno se zavedamo, da sta tudi v vsaki najbolj neznatni materiji, za kakršno velja virus, dva izvira. V enem je dobro, malo dobrega, v drugem veliko zla. Potegnimo kar največ dobrega iz te materije, dobrega za nas, ljudi in za kos doline, v kateri nam je za določen čas dano bivati. Tako kot mine človek, bo nekega dne izvenel tudi koronavirus. Zagorjani in Zagorjanke, Zagorska dolina, pa bomo še vedno tu dihali in bili kos te zemlje. Drage Zagorjanke in Zagorjani, želim, da bomo takrat, ko bo virus tih in dober, ko bomo torej potegnili črto čezenj, lahko rekli, v Zagorju smo najmočnejši, ko smo na največji preizkušnji.
A kako preživeti do takrat? Podredili se koronavirusa ne bomo, le malce se bomo postarali v času bitk z njim. To je neizogibno in tega se zavedamo vsi. Škoda pa bi bilo, da bi Zagorska dolina zastarala, ne da bi se hkrati tudi izboljševala, in zato se izvoli mene in mojo in našo ekipo. Zato je tudi v času epidemije nismo prenehali graditi, ker nikoli ne bomo nehali slediti uspehom in sanjam, ki so dovoljene vsak dan. To bomo dokazali že v prihodnjih mesecih, ko se bodo pričele izvajati številne naložbe in investicije za našo generacijo, bodočo generacijo, za našo Zagorsko dolino. Mestne ulice in več kilometrov lokalnih in krajevnih cest bo obnovljenih. Ekonomsko-poslovna cona Selo bo komunalno urejena in tako pripravljena za zagon novih poslovnih priložnosti. V bližini ekonomsko-poslovne cone bo za osrednjo Slovenijo Zasavje zgrajen gasilski evropski poligon. Glasbena šola, baletna šola in regionalna razvojna agencija se bosta po končani obnovi in energetski sanaciji objekta Sveja v prihodnjem letu preselila v nove prostore. Prenova se pričenja tudi na objektu Proletarec, ter pripravljamo razpis za obnovo in energetsko sanacijo osnovne šole Toneta Okrogarja. Zdravstveni dom je v pričakovanju 2 reševalnih vozil, šola dr. Slavka Gruma naj bi dobila kombi za izvajanje šolskih dejavnosti, že v kratkem pa bo Zagorje bogatejše tudi za projekt imenovan Za naprej, ko bo občanom omogočal izposojo e-koles z najsodobnejšo tehnologijo. Nadaljujemo z opremljanjem otroških igrišč in še bi lahko našteval. V tem programu pa je tudi, ko naj bi podjetje Grafex v septembru dobilo pomembno pridobitev, digitalno transformacijo. In ko govorimo o optimizmu, se ob tej priliki zahvaljujem tudi našemu gospodarstvu. V Zagorju je brezposelnost 10% pod slovenskim povprečjem in to ni zasluga mene kot župana ali kakšne politične opcije, to je zasluga gospodarstvu in ljudem, ki se z dneva dan bolijo, kako na kakšen način preživeti tudi v teh hudih času, in hvala direktorjem in vsem zaposlenim. Cenjene Zagorjanke, dragi Zagorjani, tako kot smo se v mesecih, ko se je pandemija nekoliko odnesla, odrekli zmagoslavju nad koronavirusom, tako se Zagorjani letos odrekamo zabavi, plesu, glasbi, stvarem, ki so nas doslej vsako poletje družile. Spomnimo se Zagorske noči in 10 000 ljudi, ki so prihajali v našo dolino, ki so tkale prijateljstva, ki so nam včasih na pot prinesle novo luč, novo upanje. Živo bitje potrebuje drugo živo bitje, potrebuje njegovo prijateljsko rame in potrebuje skupno upanje. Med nami živijo tudi starejši, osamljeni, bolni, nepokretni, invalidi, ljudje, ki rabijo pomoč. Enkrat letos smo že dokazali, dokazujemo tudi v občinskem proračunu, da nam je mar tudi zanje. Na stran smo dali stare zamere, pozabili na razprtije in oprostili hude besede, da smo dokazali, pokazali, da nam je mar za sočloveka. Zato smo preživeli kot skupnost, kot Zagorska dolina. Če bo treba, bomo učno uro iz solidarnosti in empatije ponovili. In zanesem se na vas, spoštovane Zagorjanke in Zagorjani, da jo bomo ponavljali, kolikokrat bo potrebno zaradi virusa in bo virus to od nas zahteval. Zaupamo vas, cenjene Zagorjanke in Zagorjani, doslej se nismo doverili enem drugemu. Tudi poslej, sem prepričan, se ne bomo. Bodimo sprememba, ki jo želimo v svetu. Kajti pravila postavljajo zmagovalci, poraženci se po njih le ravnajo. Že zdaj se neizmerno veselim, da bom prihodnost spet lahko pisal skupaj z vami, z Zagorjani in Zagorjankami, ki ste preprosti v mislih in v srcu iskreni. Hvaležni za vse dobro in srčni,
ko se je treba izboriti še boljše. Hvala moji Zagorski dolini, hvala občankam in občanom in srečno celotna Zagorska dolina. Hvala. Gospod župan, iskrena hvala za vaš slavnostni nagovor. Če smo uvodoma zapluli v preteklost, na hitro smo pokukali v 1. avgustovski praznik v zgodnjih 50. letih, se v tisti dobi zadržimo še malo. Tja namreč segajo prve ideje, razmišljanja, pobude in tudi akcije za postavitev sodobnega občinskega kulturnega središča. Ja, prav te mogočne hiše, v katere gledališki dvorani smo pravkar zbrani. Pobuda je prišla iz vrst kulturno-prosvetnega društva Vesna, idejni osnutek zgradbe je izdelal arhitekt Emil Navinšek, konec leta 1952 je kakšnih 500 prostovoljcev začelo prekopavati nekdanje njive v središču mesta. Sredi 50. let so prostovoljce zamenjali profesionalni gradbinci. Rudnik, ki ga je takrat vodil Stane Zabovnik, je prevzel glavnino finančnih obveznosti. Stavba je bila dokončana leta 1958, še nadaljnji 2 leti sta bili potrebni za urejanje zunanjosti in nameščanje opreme. 22. maja 1960 je več tisoč ljudi pospremilo rojstvo tega imenitnega kulturnega središča. Maja letos smo po 60 let starem vzoru snovali in pripravljali pester program, ki bi segal na številna področja kulturnega ustvarjanja in dogajanja, da bi čim bolj mogočno opozorili na jubilej našega delavskega doma. Zaradi previdnostnih ukrepov, ki so bili sprejeti kot obrambni zid proti širjenju bolezni COVID-19, smo se mu morali žal odpovedati. Bogat program se je skrčil v koncert domačega big benda na strehi delavskega doma. Odreči smo se morali pisanemu programu. Ostaja pa, smo zapisali ob jubileju, tisoče predstav in prireditev, ki so vsem, ki imamo kulturo radi, to dolgo obdobje približevali lepe umetnosti. Nič ne more izbrisati bogate preteklosti tega središča kulturnega dogajanja, zato smo mu zaželeli, naj bo v ponos in v veselje vsem, ki imamo kulturo radi, še jutri, pojutrišnjem in daleč naprej v nove in nove obletnice. Pri minulem jubileju smo se zadržali dlje časa, ker danes uresničujemo eno izmed točk odpovedanega sporeda. Delavski dom in občina Zagorje sta izdala monografijo z zelo povednim naslovom Nande Razboršek. V njej sta predstavljena njegovo življenje in bogata ustvarjalnost. Drugi del knjige pa prinaša izbor pesmi in drugih besedil, ki ga predstavljajo kot vsestranskega ustvarjalca. Nande Razboršek je dolga desetletja uravnaval kulturno življenje v občini. Kar 22 let je vodil tudi ta kulturni center. Izid monografije je poklon pomembnemu zagorskemu kulturniku in zahvala zaslužnemu občanu, ki je to najvišje občinsko priznanje prejel leta 1985. Tudi kadar njegova priložnostna besedila niso vrhunska književnost, so pomembna in zelo dragocena za zagorski prostor. Z njimi se namreč ohranja del naše tradicije, mitologije, vanjo so polovljene posameznosti tega okolja in njegovi problemi, okus in vonj nekega časa, ki ga ni več. Zaradi te zagorskosti sta v knjigi ob številnih posameznih pesmih in proznih ter dramskih odlomkih objavljena 2 celotna cikla. V enem, ki ga je uredil sam, so upesnjene ljudske pripovedi in motivi iz našega okolja. Drugi je tematski sklop rudarskih pesmi, ki so nastajale v obdobju kakšnih 30 let. So zelo različne, povezuje pa jih predvsem ali celo zgolj rudarska tematika. Da pridemo vsaj malo na okus. Knapi včeraj in zdaj. Maša Troha.
Knapi svoje so nafedrali, kolemu nemilost je prišel. Eden zgoraj na upravi knapom leta je preštel. Kdor zadostih je odslužil, odločbo bo dobil. Kdor pa ni še zrel za pokoj, bo še mal pod zemljo ril. Jože bil je prava faca, v jami bil je kot doma. Vedel je za njene muhe in kako se z njo ravna. Bil na tistem je obzorju, kjer je knape mulja strah, kjer je voda kazen Božja, kjer je plin pa črn prah. Kamerade je spodbujal, naj se dima ne boje, saj od zgoraj lufce pumpa, pljuča dosti ga dobe. Pa so prišli tisti cajti, ko je Jože šel v penzion, ko za svoje trde žulje je začel dobivati lon. Zdaj preklada staro robo, ki jo gverk je vrgal stran. Svoj muzej si je naredil, zložen iz stvari in sanj. Kar bilo je odšlo, cajt ga jebe, to je to. Polde bil je v jami štajger in užival lepo čast. Knapi so ga imeli radi, pa za čuda tudi oblast. Rad imel je disciplino in na numeri svoj red. Kdor je plavega usekal, tak podrl mu je svet. Zmeraj je imel pred sabo cilj koristen za ljudi, hunte štel je in jih božal, ko iz jame so odšli. Polde leta je nalagal, znucal pamet in telo, pa prišli so tisti cajti, da zadost je let bilo. Brez besed se je umaknil in pogreznil se je v blok. Na upravi pa so rekli, no, odšlo je dvojerok. Polde pesmice zdaj piše in sosedom jih drdra, pa ponosno jim dodaja, da spet cilje svoje ima. Kadar sam je hudo, kriza ga jebe, to je to. Dule bil je svoje sorte, knapom bil je zvesto vdan, jami pa dodal je z leti še poseben drugi plan. Nekaj zemlje je nafehtal, jo pod šahtom je dobil, pa po šihtu svoje ovce za svoj štandard je redil. Mnogo je na štalco gruntal in za zmeraj lačno žival po bregovih in po hostah frišen futer je nabral. Pa prišli so tisti cajti, da je knapov bilo preveč. Po ovinkih so mu rekli, da med knapi je odveč. Da doma bo bolj koristen, žvat pač nuca svojo skrb, on pa je brez državljanstva, za povrh izbrisan Srb. Zdaj na šahtu sam poseda, šteje ovce, prazne dni, na prijatelje željno čaka, teh pa od nikoder ni. Dulet včasih je hudo, svet ga jebe, to je to. Leta svoje bo dodala, vse v pozabo bo odšlo, le še v knjigah bo pisalo, kaj to črno je zlato. Ko boš v žlahtni družbi rekel, da je s tabo pravi knap, bo v prisotne brez spomina treščila možganska kap. Biti knap je zdaj hudo, kdo ga šmirgla, to je to. Čeprav je bilo zagorsko leto 2019-2020, ki ga danes zaključujemo, zelo neobičajno, pa je bilo tudi leto dosežkov in presežkov, imenitnih posameznic in posameznikov, ki se jim bomo za njihovo delo oddolžili z občinskimi priznanji.
Občinski odlok o nagradah postavlja zgornjo mejo pri 4 priznanjih in prav toliko nagrajencev se je odločila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, njeno odločitev pa je polnoveljavno potrdil občinski svet. Preden na oder povabim prvega iz odličnega kvarteta, bom prosila, da se mi pridruži župan Matjaž Švagan, ki bo predal priznanja in prvi čestitev njihovim skorajšnjim lastnikom. Kdo so možje in ženske, ki jih odlikuje ljubezen do našega kraja, ki mu namenjajo veliko časa in energije? Osebe, katerih preteklo delovanje je bilo zelo opazno. Srebrno plaketo občine Zagorje ob Savi prejme Boris Gorenc. Boris Gorenc se je v prostovoljstvo vključil pred 20 leti, ko je Zagorskemu Rdečemu križu pomagal razdeljevati pakete s hrano. Od takrat sodeluje pri skoraj vseh akcijah te humanitarne organizacije. V večgeneracijskem centru v okviru Zasavske ljudske univerze je udeležencem, ki niso vešči sodobnih tehnologij, pomagal pri varni uporabi pametnega telefona in družbenih omrežij. Decembra 2018 je bil eden izmed 3 dobitnikov laskavega priznanja prostovoljec leta 2018 iz Zasavske regije, ki mu je pol leta kasneje sledil sprejem pri predsedniku države. Od izbruha koronavirusa, ki je to pomlad prinesel različne omejitve, samoiniciativno pomaga starejšim ljudem pri nakupovanju in jih vozi po nujnih opravkih. V času, ko ni deloval javni prevoz, je zaposlenim brez avtomobila pomagal pri prevozu na delo. Občinski svet Borisu Gorencu za njegovo dolgoletno in predano humanitarno delo podeljuje srebrno plaketo občine Zagorje ob Savi. Čestitamo. Srebrno plaketo občine Zagorje ob Savi prejme tudi gospa Cveta Garantini. Cveta Garantini se je v našo občino priselila že kot mladenka, zdaj kot upokojenka živi na Izlakah. Kmalu po koncu njene poklicne kariere je bilo ustanovljeno Društvo za preprečevanje osteoporoze Zagorje, v katerega delo se je takoj vključila. Društvo si prizadeva, da bi se kar največ pripadnikov starejše generacije poskušalo izogniti tej bolezni ali bi vsaj omililo njene posledice. Zato za svojih 120 članic, bolezen veliko pogosteje prizadene ženske, organizira strokovna izobraževanja, telovadbo, plavanje, pohodništvo in druge rekreativne dejavnosti. Omenjeno humanitarno društvo je dejavno tudi na drugih področjih. Med drugim v njem deluje pevska skupina Knapovske punce, ki želi s petjem rudarskih pesmi ohranjati del stanovske kulturne dediščine. Cveta Garantini že vse od ustanovitve vodi omenjeno društvo. Zaradi dolgoletnega in predanega humanitarnega dela ji občinski svet podeljuje srebrno plaketo občine Zagorje ob Savi. Čestitamo.
Zlato plaketo občine Zagorje ob Savi prejme gospod Janez Lipec. Janez Lipec se je po prihodu v Zagorje hitro vključil v krajevno in politično življenje. Prevzel je pomembne funkcije v krajevni skupnosti in leta 1990 postal predsednik izvršnega sveta. Občinsko vlado je vodil poltretje leto, nadaljnjo poklicno kariero pa gradil v strojni industriji, državni upravi in energetiki. V Zagorju je spodbudil vrsto dejavnosti ali jim dal svoj pečat. Bil je med pobudniki turističnega društva Ruardi, kjer so ves čas poskrbeli za ohranjanje rudarske tradicije. Dejaven je bil v nogometnem klubu Zagorje, njegovo področje je bilo zlasti delo z mladimi nogometaši. Deloval je tudi pri rokometašicah, bil je začetnik nordijske hoje. Na kulturnem področju je največjo skrb namenjal spominu na Latka Korošca. Od ustanovitve vodi fundacijo, ki nosi ime tega izvrstnega opernega pevca in ki je med drugim poskrbela za njegovo spominsko sobo. Leta 2007 se je vključil v rotaristvo, bil je prvi predsednik društva v Zagorju, leta 2018 pa je postal guverner distrikta Slovenija in Severna Makedonija. Janez Lipec je s svojim obširnim delovanjem skrbel za ugled in prepoznavnost zagorske občine, zato mu občinski svet podeljuje zlato plaketo občine Zagorje ob Savi. Čestitamo. Prav tako zlato plaketo občine Zagorje ob Savi prejme gospod Bojan Gasjor. Bojana Gasjorja sta ljubezen in delo preselila iz rodnih Kandrž proti Domžalah. Po učni dobi pri Vidergarju je našel izziv pri Konšku na Trojanah, kjer je leta 1981 prevzel vodenje podjetja. Gostilna, katere začetki segajo v sredino 19. stoletja, je v tem času zrasla v enega najbolj prepoznavnih in uspešnih gostinskih podjetij. Okrepčilna postojanka na Trojanah je obvezna romarska postaja naštetih popotnikov. Čeprav so jim po izgradnji avtoceste napovedali slabe čase, se to ni zgodilo. Dobra ponudba, prijazna postrežba, za zvrhano mero pa trojanski krof, eden najbolj prepoznavnih simbolov tega dela Slovenije, so zadosten razlog, da sodobni nomadi zavijejo z avtoceste. Bojan Gasjor je sposoben nizati pravilne poslovne odločitve in ob tem ohranjati posluh za ljudi, kar je žal redka lastnost. Dogradili in posodobili so prostore, strehe objektov spremenili v sončne elektrarne, vzpostavili dobre odnose med zaposlenimi, izkazovali razumevanje za aktivnosti v bližnjem okolju. Za odlične dosežke in zaradi prispevka k bolj humani družbi in prepoznavnosti tega območja, občinski svet Bojanu Gasjorju podeljuje zlato plaketo občine Zagorje ob Savi. Čestitamo. No in zdaj še čas za eno skupno fotografijo vseh nagrajencev.
Podelili smo občinske plakete, spoznali smo letošnje prejemnike in se poklonili njihovemu delu. Še marsikoga bi veljalo potrepljati, ga navdušeno objeti ali mu kako drugače izreči priznanje, a smo letošnjo kvoto že zapolnili. Seveda pa ure odličnosti niso nikoli povsem končane, novi dosežki in njihovi stvaritelji nas silijo k temu, da podeljevanja priznanj vedno znova ponavljamo. Še enkrat iskrene čestitke nagrajencem in zahvala vsem, ki nas s svojim delom navdihujete, nam ponujate nove možnosti ali pa nam pomagate skozi vsak dan. Ob tem, ko se veselimo uspehov letošnjih prejemnikov najvišjih občinskih priznanj, je naš pogled usmerjen tudi že malce v prihodnost, v prihajajočo generacijo, polno nove ustvarjalne energije. Občina Zagorje ob Savi vsako leto nagradi diplomante iz naše občine, katerih diplomska dela lahko na različne načine pripomorejo k razvoju in prepoznavnosti Zagorske doline. Letos je nagrajencev 5 in prav je, da ob prazniku povemo, kdo so tisti, ki bodo med drugimi nosilci našega prihodnjega razvoja. Nagrajeni diplomanti so Tanja Senica za diplomsko nalogo Lokalni muzeji in regionalna identiteta, primer zasavskih muzejev. Tjaša Sakalšek za nalogo Težke kovine in polkovine v različnih frakcijah tav iz območja Podkuma in Trbovelj. Marija Oven za nalogo Avtentično vodenje in zavzetost zaposlenih na primeru podjetja Jeger. Blaž Vozel za diplomsko nalogo z naslovom Vpliv duhovnega življenja na celovito kvaliteto življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. In Gregor Mulev za nalogo Marketing v mikropodjetju. Njihove diplomske naloge, prav tako kot tudi dela, ki so bila nagrajena v preteklih letih, si lahko ogledate v knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju ob Savi. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, prvo dejanje našega druženja se bo prevesilo v drugega, ki ga bodo letos zapolnili Kvatropirci, znan pevski kvartet iz kamniškega konca. Oder njihovim glasovom in pesmim prepuščam z verzi nocoj večkrat omenjenega Nandeta Razborška, ki je moč pesmi nekoč označil z naslednjimi metaforami. Pesem je most, ki različnosti spaja, je kot studenec, ki žejne gasi, sonce, ki gore ledene odtaja, roža, ki naše življenje krasi. Naj nam torej pesem Kvatropircev okrasi ta večer, predvsem pa naj svojo močjo čim prej prekliče dobre, stare čase brezskrbnega, veselega druženja. Kvatropirci so 6. marca letos na koncertu ob dnevu žena do zadnjega kotička napolnili tole dvorano. In to je bila zadnja prireditev, preden smo zaradi koronavirusa popolnoma zaprli naš kulturni hram. Upamo, da je današnji njihov koncert uvod v novo sezono z željo, da bi kultura v našem delavskem domu lahko spet ponovno oživela. Spoštovani, zaradi znane covid situacije letos druženja po slavnostnem dogodku v stekleni dvorani ne bo. Vas pa v zgornji avli delavskega doma pri izhodu iz dvorane čaka monografija Nande Razboršek, katere avtor je Roman Rozina. Za vsakega en izvod, ukolikor ga boste želeli. Upamo, da vam bo v drag spomin. Hvala, ker ste bili nocoj z nami. Ostanite zdravi in uživajte v drugem delu nocojšnjega večera. Na oder prihajajo Kvatropirci. Lepo pozdravljeni, dober večer. Živjo. Za danes vam bomo zapeli nekaj naših, slovenskih, da popestrimo tale lep večer. Samo Moment, da se naštimam. Mečkanje razlike izpred marca. Se res pozna, da je bilo malo več ljudi nazadnje tukaj. Ampak upam, da vas tudi na online spremlja vsaj ene par, da se nafila tale dvorana tudi virtualno. Bomo zelo veseli.
Tisto jutro sanjal sem o tebi in čutil, kot da v meni si greš mlado telo. Sam sem in že dolgo čakam na te in prosim Bože junake, da naj me k tebi spusti. Nisva se še srečala midva, a v sebi čutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, puža mi srci. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Poigravam s tvojim se imenom, dotakneš se me s pogledom in skriješ se med ljudi. Ko po noči dušo veže miru, zaprem oči in se vdiru, spet k tebi piljem nazaj. Nisva se še srečala midva, a v sebi čutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, puža mi srci. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Povej mi si vsaj malo moja, moja, v sanjah roka tvoja, puža mi srci. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Povej mi si vsaj malo moja. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Povsod sem bil, čisto sam, pot za kruhom vodi vedno drugam. Prevozil sem 1000 cest, videl bliščin ti do tujih mest. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Savo tako me gane, da oko zarosi in v hribe ujame. Solza pravi srcu, da sem tukaj doma, tukaj doma. Pel sem pesmi in lagal, tuje ženske v zvezde koval. Iz
Iskal sem dom, voda za manj, v srcu je le tisti, ki ga pozna. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Savo tako me gane, da oko zarosi in v hribe ujame. Solza pravi srcu, da sem tukaj doma. Tukaj doma. Doma rojaku stisnem roko in mi reče, nisi sam, ti si naš, mi smo tvoji, ne hodi več drugam. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Savo tako me gane, da oko zarosi in v hribe ujame. Solza pravi srcu, da sem tukaj doma. Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Tukaj doma. Tukaj doma. Odkar si mi dala svoje srce, dnevi so sončni, vse dobro mi gre. Ljubim toplino tvojih dlani, tvojo bližino, nasmeh in oči. Prazni trenutki, vsi mimo zbeži, so nepomembni za moje srce. Prostor je v njem le za tiste stvari, ki s tabo počnem jih vse si mi ti. Ljubim te, ljubim, ljubim te, ljubim, ljubim te, ljubim, le to mi povej. Če srečna boš z mano, kot zdaj za vselej. Vedno le tvoj bom, moja boš ti. Za tebi storil nore reči. Saj če bolite, mene boli. Tvoja me solza reže skeli. Ljubim te, ljubim, ljubim te, ljubim, ljubim te, ljubim, le to mi povej. Če srečna boš z mano, kot zdaj za vselej. Ljubim te, ljubim, ljubim te, ljubim, le to mi povej. Če srečna boš z mano, kot
zdaj za vselej. Tale je bila prav naša, izpod peresa, samo ta pa njegove punce, zaenkrat če, a ne samo. Zaenkrat. Zaenkrat če. Jasmine, ljubim te, ljubim. Tale naslednja, bom pa rekel takole, mi smo bili danes, prvič smo peli na, da nam narobe rekel, evangelistični poroki. Evangeličanski, se upravičujem, če sem narobe povedal, ampak bili smo prvič na taki poroki, bil je čudovit obred in župnik je recitiral refren tele pesmi, ki jo bomo zdajle zapeli, ampak vam moram reči, da ne vem, če sem jo jaz zdajle sposoben. Znam jo zapeti, ne vem pa, če sem sposoben zrecitirati. In ne rabiš. Ne rabim, dajmo jo pol raj sam zapeti, a ne? Ko noč zapre oči in jutro vstane, želim, da si ob meni ti, da sreča se ujame. Ko besede čas stopi, ljubezen ostane. Saj ko si mi dva, v oči gledava, v svet takrat obstane. Življenje z roko v roki bova šla obeta in preko vseh pasti zavedno v smehu ujeta. A v srcu vem, da še takratna stara leta bo nama lepo in po življenja bo ljubezen le odita. Poleti lahko, to se zgodi samo, ko sreča je ujeta. V meni zadrhti občutek topline, ker vem, da tu ob meni si, mi greješ spomine. In če kdaj name huda si, trenutek naj mine. Vse takšne skrbi, ljubezen zdrži, kot hrast je sredi zime. Življenje z roko v roki bova šla obeta in preko vseh pasti zavedno v smehu ujeta. A v srcu vem, da še takratna stara leta bo nama lepo in po življenja bo ljubezen le odita. A v srcu vem, da še takratna stara leta bo nama lepo in po življenja bo ljubezen le odita. A enkrat samo življenje bo šlo in pesem bo izpeta. Dela pa ena življenjska. A veš, da sem jaz glih hotel nekaj takega reči. Pa da je to v bistvu tudi naša, ki jo napojemo velikrat, ampak danes smo rekli, dajmo jo malo
malo oživiti. Ena taka zelo luštna. Bor Sevšek je napisal besedilo. Glede na to, da smo imeli res nedolg časa nazaj tlele v polni dvorani koncert, pa smo že kar ene par pesmi zapeli, bomo danes tudi ene 2-3 take, ki jih malo manjkrat zapojemo, naše, da jih še te spoznate. In to je ena izmed teh. Rekla je, imam 2 karti za koncert. Kdo bi šel z menoj? Ni vprašal, kdo sploh igra. Neobrit je šel za njo. Zaprtimi očmi poslušala si bend, jaz sem gledal te in upal, da bi se ta večer tako končal, da bi to noč s teboj lahko zaspal. Nekomu mora seči v dlan in mu odpreti svoj svet sam. O, nekom se moraš prebuditi v nov dan, se bo res ozela stran. Bend odšpilal je svoj zadnji hit, že ugašajo luči. Sprašujem se, če naj povabim te kaj spit, ali kar takoj domov, ko boš ob meni zatisnila oči. Jaz bom gledal te in upal, da bom očaral tvojo dušo in srce, da bom do jutra spomnil vse, kako ti je ime. Nekomu mora seči v dlan in mu odpreti svoj svet sam. O, nekom se moraš prebuditi v nov dan, se bo res ozela stran. Dekle, dovoli, da poljubim te, saj dobro veš, kako želim si te. Nekomu mora seči v dlan in mu odpreti svoj svet sam. O, nekom se moraš prebuditi v nov dan, se bova res ozrla stran. Se bova res ozrla stran, se bova res ozrla stran. Zakaj si se ozrla stran? Tale je pa nazadnje ste povedali, da je prav vaša, a ne? Je. Mislim, da. Zdaj upam, da vsi tle, ki sedite, da to veste, pa da tisti, ki gledate, da to veste. No, boste pa slišali, kjer je. O ljubezni pesem sliši se kot star refren in še eno tako zgodbo naj ti jaz povem, ker o tebi še nobena ni napisana. Ti prijazna moja lepa rožica, veš, le zate tole melodijo bom zapel.
Žal tvoja lička in za roko te prijel. Ko da ti ljubezen pijem iz oči, v sebi čutim žar pomladnih dni. Deklica, deklica, tako te rad imam, da življenje te ne rani, za te sem na svet poslan. Deklica, deklica, jaz lepše ne poznam. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepši san. V meni vre ljubezen, nežno boža mi srce. Res zaljubljen sem v tvoje kuštrape lase. Ko zadišiš mi kot med češnjami pomladni dan, vznesen do sosna lice ti položim dlan. Deklica, deklica, tako te rad imam, da življenje te ne rani, za te sem na svet poslan. Deklica, deklica, jaz lepše ne poznam. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepši san. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepši san. Gola pred mano, zreš v neznano, gledam te. Praviš, da dala si, kar si znala, trga me. Vem, da bodo rekli vsi, da z leti manj boli. Jaz pa nočem jim verjet, v preteklosti ujet, še vedno jočem, ker boli me do kosti. Moja ženska si, pa ne morem te želimo biti, vem, nisi kriva. Šla v svet, boš sanje živi. Tiho si vstala, za vse rekla hvala, zlomi me. Daj spomni se name, ko svet te objame, tvoj bom še. Vem, da bodo rekli vsi, da z leti manj boli. Jaz pa nočem jim verjet, v preteklosti ujet, še vedno jočem, ker boli me do kosti. Moja ženska si, pa ne morem te želimo biti, vem, nisi kriva.
iz svojih mladih kril obrisala boš prah in šla v svet, boš sanje živit. Še vedno jočem, ker boli me do kosti. Moja ženska si, pa ne morem te želim objet, vem, nisi kriva, da tako te rad imam. Iz svojih mladih kril obrisala boš prah in šla v svet, boš sanje živit. In šla v svet, boš sanje živit. Meni je to koroče, pišu ga, da tudi gledati ne morem. A da mu lahko rekelce dol, lahko ne. Naj tlele gor ne greje, tako da sva lahko oblečena. A moti tole sliko tole ali moram ga drugem dati? Vse v redu. Samo deva kje. Hvala lepa. Evo, dal pa za eno stopino bolj. Ja, danes so zgleda bolj tile počasne na razporedu. Pa bolj naše. Pa še zmer švicamo, ne? Pa čeprav so počasne. Ujoj, koliko energije je not. Prav počasi, prav potiho si prikradla se v srce. Prav počasi, prav potiho se odprlo je. S tabo dan je nasmejan, se vsaka solza posuši. Je prazen svet, si vino ujet, če te ob meni ni, niti minute več, nočem od tebe preč. Vem, s tabo le želim si še deliti srce, ker ljubim te do nebi, si nazaj. Šel za tebi do nebi, si nazaj. Saj ljubim te do nebi, si nazaj. 100.000-krat do nebi, si nazaj. Tvoj prijazen lep pogled, nasmeh pričaran mi na obraz. S teboj pozabim čist na vse, s teboj lahko sem jaz. Niti minute več, nočem od tebe preveč. Vem, s tabo le želim si še deliti srce, ker ljubim te do nebi, si nazaj. Šel za tebi do nebi, si nazaj. Saj ljubim te do nebi, si nazaj. 100.000-krat do nebi,
Danes je tole tako, kot bi reklamo delali za poroke, a ne? Mi namreč precej pojemo tudi na porokah, tako da, če bi si nas kdo zaželil, nekje bodo na voljo vizitke tudi, drugače nas pa na netu najdete. Ne, pa tole je najboljša reklama, veš, v živo zapojemo, kaj še lahko boljšega. Sam ne se dela vmes poročati, k mi pojemo. Bomo prišli k vam, sam naročite se. Želim svakog dana da prođe ulicama moga grada. Želim svakog dana da čuje zvona mog rodnog grada. Želim još uvijek da vidim, želim puteve djetinjstva moga. Želim još uvijek da pratim, želim tragove života tvoga. A najviše želim da slušam tišinu, da zajedno s tobom uživam u vinu, da ležim kraj tebe uz najljepše zvuke. U rukama držim tvoje ruke, da gledam u more i divim se kraju, bez suvišnih riječi u svom zavičaju. Da ti si uz mene, da diram ti lice, dok ima dice. Želim svakog dana da sviram onu našu pjesmu staru. Želim svakog dana da uzmem u ruke crnu gitaru. Želim još uvijek da gledam, želim kako ptica nam rastu. Želim još uvijek da slušam, želim kakvu imaju maštu. A najviše želim da slušam tišinu, da zajedno s tobom uživam u vinu, da ležim kraj tebe uz najljepše zvuke. U rukama držim tvoje ruke, da gledam u more i divim se kraju, bez suvišnih riječi u svom zavičaju. Da ti si uz mene, da diram ti lice, dok ima dice. Za ta zadnjo smo pa rekli, da bomo malo raztegnili. Da vstanemo tako, kot za te prvo. Tista, ki je bila še Himno. čist na začetku, ja. Smo tudi zelo veseli, ko jo lahko zapojemo. Zelo nam je všeč. Tako kot tale. Poletna, za poletne dni. Z njo se tudi poslavljamo. Nihče ne ve, odkud je, so med nas prišla.
prišla je prav potiho, zdaj jo vsak pozna. In vsi bi hoteli malo z njo zagrabiti morje in nebo in zraven še ljubezen, da bo res lepo. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spominate na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Preveč sva se ljubila, da bi slišala, kako jo je prineslo tja med naju dva. Na koncu sva našla par besed, kako bo ljubezen rešila svet, in tisto melodijo še vedno znam zapeti. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spominate na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spominate na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Hvala lepa za Gorje. Uživajte še naprej. Čau.